Radio SI Main Stage. Tako, 29 minut, še slaba ura do koncerta zasedbe Funk Fu na strehi Radia SI. Klara Vetršek, lep pozdrav. Živijo, dobro jutro, zdravo. Kako je danes malce bolj sveže, ne? Na odru bilo? Ja, malce bolj sveže, zdaj se je pa že kar prijetno vreme naredili. Mislim, da smo ulovili še lep septembrski jesenski dan in bo super. Da te vprašam tako na začetku, ne? Standouts 2021 je bil naš razpis. Si ti malce to pospešila, da ste se člani zasedbe prijavili ali kako je bilo? Kako je bilo s prijavo, zakaj? In malo več o tem, prosim. Ja, zdaj bom zelo iskreno odgovorila. Mi smo se s tem komadom na začetku prijavili na Melodije morja in sonca. Zanimivo. Melodija je za vsekakor bila, sonce je pa danes na strehi. Zato, ker smo pač doma, špilov ni in ja, jaz sem pospešila, zato ker sem hotela, da nekaj delamo. In potem, kot ste opazili, na Melodije morja in sonca nismo bili sprejeti. Potem je pa prišel še ta razpis ven in smo v bistvu kar z istim komadom še enkrat probali. Sicer, evo še enkrat iskreno, jaz sem želela, da bi enega drugega poslali, ampak hvala Bogu me tokrat niso upoštevali. Yin yang, ne. Najprej sem hotela reči, Helena, če ni ženske v bendu, pol se skoraj nič ne zgodi. Priznala, a zapišem, da je priznala. Sej, mislim, da imamo zakonsko 30 dni, ja, pa mogoče še potem najdemo kje. V dokumentaciji bom izrezala in poslala MP3. Da bo Tilen zadovoljen in bo rekel, ampak je, veš, takrat smo pa fantje. 8 vas je, ne, je povedal Tilen. Ja, 8 plus minus. Predvsem plus. Ko pride, recimo, ko smo prišli v studio snemat, smo prišli še z 2 bekicami. Potem pa, če gremo na pot, gre pa včasih še kdo zraven. Vse zgodi, ja, ne? Tisti, ki nosi, da rečem po domače, kište, ali... Joj, ne, v bistvu zaenkrat še to sami delamo. No, jaz še najmanj. Zdaj vprašanje, za kakšne kište gre, ne? Ampak ja, kakšen rodi se pa zagotovo najde, ne? Ja, zaenkrat so to bolj prijatelji, ki so pripravljeni pomagati in potem zažurati z nami. Ja, tako. To so potem tako imenovani referenti za prosti čas in zabavo. Tako. Ja. In potem tista dolga lista, ne, na koncu. Zahvaljujem se, publika že gre, pa na koncu še zadnji. Ja, pod videospote se to napiše. Posebne zahvale še vsem tistim, ki nas podpirajo, ne, na tak in drugačen način. Brez katerih pa zagotovo tudi ne gre. Videospota smo se dotaknili že prej, ne, s Tilnom. Helena je dejala, da je cute, če se prav spomnim, ne? Pa da si boj, da ga ti zakrivila, je dejal tudi Tilen. No, dajte se zmeniti. Ja, najlepša hvala. Lepo, da je Tilen priznal. Najprej smo mislili v bistvu dati ven bolj neko enostavnejšo vizualno podobo, kar v bistvu ta videospot tudi je. Ampak vseeno meni se je zdelo zanimivo, da bi naredili sliko, ki se malo premika, neka zgodba, zelo enostavna. Tako da smo v bistvu k sodelovanju povabili Vito Kovše, ki mislim, da je naredila odlično delo. Koliko ur recimo pa je vloženega v takšen videospot? Zelo težko odgovorim konkretno, ker ne vem samo, da veliko. No in veliko dela je seveda vloženega v vsako dobro delo, tudi v dobro skladbo. Jaz predlagam glasbeni premor, Maša Cilenšek in Začuti, potem pa nadaljujemo. Radio SI Main Stage. Tako, Klara Vetršek je z nami, zasedba Funk Fu 10:15 do 10:45 live stream. Avtorska glasba, je to nekako vaša odločitev? Ali še kakšna priredba, kdaj ali kako? Ja, še kakšna priredba, tudi danes bomo eno zaigrali. S tem smo pravzaprav tudi začeli. Nekako v funk, R&B, jazz vode, standardne, se naučili marsikaj od marsikirga velikega
glasbenika. Potem pa smo začeli tudi z avtorsko. V bistvu kar sproti, zdaj pa zadnje čase mislim, da nas to tudi če dalje bolj zanima. Je kak izrazit vodja, dobro Tilen je prej omenil, da nekako on imel samo idejo, da se je band začel, pa to. Sam proces potem ustvarjanja glasbe pri vas, skupaj se usedete ali vsak prispeva nekaj, potem na kup vržete, kako? Ja, čisto odvisno od komada, ampak načeloma sva midva s Tilenom zaenkrat še kar večino komadov naredila. Vsaj neko osnovo, kar se tiče harmonije, pa potem besedila, melodije. Potem se dobimo na vaji, preigramo stvari, padejo ideje, potem se dela aranžma za brase, potem se naredi kakšen demo, se to preposluša in se stvari še s časoma spreminja in tako počasi rastejo. Sam koncert danes, ki se bo zgodil, odločili ste se za samo listo komadov na podlagi kakšnega filma, prav posebej za nas ali kako ste rekli? To je zdaj vaš repertoar, to je za vaš rider, kako? Torej, naša repertoar lista za danes. Ja, naši avtorski, vsaj tisti, ki še približno niso preveč izdani, ker bi radi še malo pustili presenečenja za naprej, pa tudi delo za nas. Potem pa smo dodali še komad od Korja Vonga, katerega fan je Tilen, zelo velik. In se mi zdi, da tudi tisti komad, čeprav je cover, precej paše na zvok, ki ga mi kot band imamo. Ste v bistvu sami profesionalci tu na kupu zbrani? Tako rekoč. Ja, smo edini nešolani glasbenik, je pravzaprav basist, ampak še on je profesionalec. Profesionalci na delu. Vsi 8 na kupu. Tako da se prav veselimo, ne glede na to, da smo Klaro pri nas tudi že slišali v, bom rekla, spomladansko poletni izvedbi našega main stagea in ji moram res dati velik poklon, ker je pred mikrofonom sedaj čisto drugačna. Ja, moram potrditi. Ja, kaj naredijo izkušnje in kilometrina, ne? In vaja in trening. Talent je veliko, ampak ne vse, ne. Profesionalec se sicer naredi, ne? Talent se porodi, ali kako so včasih rekli tisti, ki so bili čisto plavi od modrosti na koncu. Ne? Mene zanima, ko je že Helena omenila tudi Roommates, igranje v večjih zasedbah. Ne? Kaj imaš, Excel tabelo in potem rečeš, ponedeljek je dan za funk fu, pa potem torek za zame, ali kako to poteka? Ali pa mogoče tista orodja, ki so na spletu za nagradno igro, recimo, ne? Ja. In upišeš in potem, ne, roll. Random. Ja, bi včasih rabila še kak dodatni dan v tednu, predvsem zame. Ampak meni je pač res fajn sodelovati v različnih zasedbah, z različnimi ljudmi, zaradi tega, ker je pol vedno malo drugače, vedno ima nekdo neko drugo idejo, se nekaj novega naučiš od vsakega, pa tudi zvok je glede na to, pač kdo s kom igraš, je vedno drugačen in mislim, sem res vesela, da lahko v bistvu sodelujem v večjih zasedbah. Je pa logistično bolj zahtevno, to pa definitivno. Ampak zanimiva reč je recimo narediti svoj hobi, ne, svoje zanimanje v svojo službo. Ne? Kaj ti potem predstavlja odklop, ne? Če ti je hobi, postane služba, kaj potem v prostem času počneš? Najbrž nič z muziko povezano. Zaenkrat še, no. Zaenkrat pač res se rada ukvarjam z muziko na milijon in en način. Igranje mi je in služba in hobi, očitno. Drugače pa rada hodim v hribe v bistvu. Se pravi v tišino, recimo? V tišino, ja, pravzaprav, ja, v tišino, v nek mir, v eno tako svobodo, tam, kjer ni več signala in potem se človek počuti tako malega. Ja, to pa je res. Recimo zadnji so eni vrhovi? Zadnji je bil Velika baba pri Ljubelju, oziroma Mala Košutica, predtem pa Raduha. Kakšno pa priporočilo recimo za aktivne poslušalce Radia SI?
kam naj grejo, na katerih hrib. Mogoče za tiste malo bolj zahtevne in pa za tiste malo bolj rekreativne, ki potrebujemo malo več časa, da prilezemo kam. Ne, se jaz tudi drugače ne bi zdaj rekla, da sem tako nek alpinist, no, tako da tudi še velike vrhove še čakam. Zdaj moram mogoče za moje Funk Fu člane predlagati seveda KUM in se oglasite še v naše konce. No, v njihovih koncih je tudi dimnik, na katerega se da plezati. Ja, res je. Ja, ampak naj ne bi, ne, ker je prepovedano. To je res za pogumne, res za najbolj pogumne. Razen, če si res za to, ja. Ja. Glede na to, da ste prvi izmed natečajnikov, ki zdaj igrate, kakšen je svet za bende? Na kaj naj pazijo, ko se prijavljajo, recimo? Glede na to, da si ti že drugič bila uspešna. Kaj je tisto pomembno pri razpisu? Kaj je potrebno paziti? Sam izbor glasbe smo slišali, je bil tokrat nek konsens, ne? Tako da katero skladbo izdati oziroma poslati je tudi nepomembno. Ja, v bistvu to je zdaj ful zanimivo, zato ker od skladb, torej sem pač se prijavila z različnimi zasedbami in od skladb, kjer je bila izbrana, bi, kar se mene tiče, lahko tudi bila kjera druga, ampak to je pač, ne poslušajo moja ušesa, ampak druga ušesa, tako da tu je, kar se mene tiče, verjetno še vedno na svet, da je treba biti iskren pa delati pač tisto, kar je bendu všeč, pa slej ko prej pride do nekega rezultata. Pa mogoče, da je treba dobre demote poslati. Kvalitetnejši demo je biti vztrajen, ne? Ja. Dobro, v podlagi zdaj sicer že poslušamo Pijamis z instrumentalnim komadom Borut, tudi eden izmed vaših članov oziroma prijateljev sodeluje pri tem projektu ali več? Eden. V bistvu naš sveži pianist Blaž Avsenik, predtem je z nami sodeloval Oto Gvardjančič, potem pa je šel študirati v Berlin, tako da imamo zdaj Blaža in tudi Blaž je zelo aktiven v različnih projektih, med drugim tudi v projektu Pijamis, ki mislim, da so se zdaj preimenovali v PJs. In ja, to je njihov komad Borut. Instrumentalna glasba, ampak res odlična instrumentalna glasba. No, prisluhnimo. Radio SI Main Stage. Radio SI Main Stage, zasedba Funk Fu. Klara je še vedno z nami, 10:15 štartamo. Kaj pa album je na vidiku? Ali še z daljnogledom oddaljen? Kako? Ja, zaenkrat še malo z daljnogledom, ampak je pa naša želja to. Mogoče malo se moramo odločiti glede jezika, ker imamo zaenkrat, kar boste tudi danes slišali, nekaj v slovenščini, nekaj v angleščini, pa mogoče vse na isti plati. Se tudi da, sem prepričana, da se da, ampak je treba najti nek način, da pač imamo idejo, no, celoto. Helena, kako si ti predstavljaš zdaj, ko nekdo reče, da bo izdal album, ne? Še vedno vidiš CD, vidiš zdaj LP-ko, ki je spet popularna, ali sam digital download? Kaj je zate? Imam novo plato od Funk Fu. Kaj to zate pomeni? Za mene je še vedno tista malo bolj, če rečem temu, analogna stvar v prvi vrsti, ne. Če se usedeš v moj avto, je CD obvezen. Ja, LP bi sicer teže predvajal, ampak ja, če bi kdo zadaj sedel, pa ga... LP je na eni drugi lokaciji, ne, malo bolj posebni, malo bolj rustikalni, če se lahko tako izrazim, pri mojih starših. V avtomobilu je CD, na vseh ostalih praktičnih zadevah, ki pač so obvezne dan danes za nas, ki delamo v medijih, pa seveda download in tako naprej, ne, Spotify in podobno. Slišiš, ne, Klara, album je treba izdati na vseh medijih, ne? Zato, da poslušalec ostane, ne? Doma v kuhinji, pa v avtu, pa na sprehodu. Ja, za vse generacije, ne? S tem problemom se po moje sooča veliko glasbenikov, ki želi izdati svojo glasbo. Zaradi tega, ker pač točno to, ja, CD, ja, plošča, Spotify, iTunes, tako obvezno, ampak tudi jaz imam CD v avtu, kljub temu, da se CD potem po nekaj časa opraska, pa potem začne tako nekaj škrtati, pa preskakovati, ampak še vseeno imam pa marsikjer CD in ga
velikrat grem poslušati. In to glih recimo od kakšnih prijateljev, glasbenikov, ki so mi ga podarili. Poglej, to sem naredil, posluši in potem se res vrti, a ne. No sej, ne, recimo, vsakemu je jasno, da imamo knjižno polico doma in imaš knjige naložene, ne? Pa se kdaj spomniš, pa vzameš Vojno in mir, recimo vedno znova, ne? Pa se pomiriš seboj. Tam imaš potem tudi prostor, ki imaš recimo LP ali pa CD in se spomniš, ne? Spomniš, 5 let nazaj Springsteen izdal album, ga daš noter, ne? Če greš po digital download, vprašanje, kolikokrat greš 5 let nazaj gledati Arctic Monkeys, kdaj so tisto plato, ne? Mislim, je verjetno, če imaš v nekem vidnem polju, se mogoče večkrat spomniš, ne? Ja, res je, pa tudi mogoče se včasih dogaja iz mojih izkušenj, da na Spotifyju poslušam samo en komad, tist, ki mi je najbolj všeč na plati. Medtem, ko če imam celo plato v avtu, recimo, jo načeloma kar poslušam. Ja, je pa res, da so se včasih albumi, ne, tudi sami bolj konceptualno delali, ne, recimo Pink Floyd, seveda, vse skupaj zveni kot en komad, ne. Danes je morda bolj produkcija singlov, mogoče? Jaz bi rekla, da ja, mogoče nisem zdaj glih najbolj izkušena, da o tem govorim, ampak bi rekla, da ja, zaradi tega, ker je tudi cel svet tako vse hitrej, pa vse treba zdaj, pa še slikva zraven, to, kar smo se prej pogovarjali, pa pol spet na nov, pa tako, pa dober, smo. Tako je. Kakšno zasliševanje, Helena? Jaz bi bila za, ja. Zadnjič se je izognila, ne? Mislim, da res. Ja. Ja, Pa je kar pove pravila igre. V bistvu so zelo preprosta, odgovor na prvo žogo, ne preveč razmišljati, tudi če boš zaradi tega koga mogoče malce potunkala, po domače povedano. Klara, poznaš rojstne dneve ostalih članov benda Funk Fu? Ne. Bi vedela, kaj bi si želeli za rojstni dan, če bi jih poznala? Ja. Kdo je največji zaspanec v skupini? Blaža Avsenik. Kdo pa največji romantik? Tudi Blaža Avsenik. Mogoče izdaš, s čim so tebe v teh letih najbolje presenetili ali pa te kje dobili tako bolj na levi nogi? To pa res ne vem. Presenetili. Ali pa spravili v kakšno zagato? So te slikali v neprimernem položaju? Niso. Ali snemali? Ne, zelo so prijazni. Ne, niso. Imate v skupini mogoče kakšno pravilo, kakšen tako imenovan time out, ko se ga morate vsi držati, pa samo vi veste, zakaj gre? Kakšno skrivno kodo? Se dogaja, ja, kakšne interne skrivne kode, ja. Ampak ni neke stalne, no. Zdaj pa da vidimo, kdo v skupini govori najbolje avstrijsko. Tilen. Kakšen odnos imate člani benda do družbenih omrežij? Se trudimo. Kdaj ste nazadnje nastopali? V torek smo bili na radiju, na prvi vrsti, v Ljubljani, drugače pa med poletjem prav v Mariboru na Lača festivalu. Kaj vam je dalo sodelovanje z Radiem SI? Eno ful dobro izkušnjo, super posnetek iz studia v radiju in pa danes še nas čaka en zelo prijeten koncert. Če bi morala sedaj staviti, kdaj bi rekla, da boste izdali svoj album, svoj prvenec? A datum? Bo mesec dovolj. Mesec, ok, jaz rečem avgusta naslednje leto, ampak to je zdaj zelo optimistično. No, mogoče bo avgusta čez 2 leti. To bomo zapisali in pogledali v arhiv. Potrebno pa že teleskop poiskati, ne? Pa več daljnogled ne bo dovolj. Klara, hvala lepa. Hvala. Nič preden te spustimo še na tonsko vajo, ne? Sam koncert od 10:15 do 10:45, dejala si jim, tudi kakšna priredba se bo našla, dilema slovenski, angliški jezik, nekako boste razrešili. Ampak povej mi, kaj pričakuješ od koncerta? Ne? Tisto neko vznemirjeni glasbenik ima, ko pride na oder. Ne? Zdaj pa oder, pa live stream, vmes ste že malce publiko začutili, ne? Je prišla nazaj. Kako je zdaj, ne? Preklopiti med to, ko publike ni, pa publika je? Kako je ta drive?
Ja, mogoče nam bo ta teden lažje, ker smo že probali to in smo videli, da se lahko imamo fajn. In danes tudi so z nami pač kamermani, tako da vsaj to. Drugač pa ja, vznemirjenje vedno je, ampak se mi zdi, da enkrat, ko začneš igrati, ko vidiš, da je vse v redu, pol steče. Funk Fu, Klara, Tilen, hvala lepa, da ste se tu glasila. Uspešno, izveden koncert želimo. Hvala. In kaj reče Helena? V tretje bo šlo rado? Ja, in se potem slišimo tako v takšnem času prihodnje leto, da predstavimo nov album. Ne? Ja. Najlepša hvala. Naše želje so iskrene. Hvala lepa. Hvala. Radio SI Main Stage.